Spoštovane svetnici, svetniki, spoštovani gosti, zaposleni v občinski upravi, začenjam 5. redno sejo občinskega sveta občine Radenci. Najprej vsem novinarjem, rok pozdravljen, občinska uprava. Ugotavljam, da je 14 svetnikov prisotnih, tako da smo sklepčni. Gospoda Modica smo dobili opravičilo? Ne. Gospod. Prosim, besedo boste dobili, ko boste dobili. Danes smo držali poslovnika. Opravičila ni bilo, Franc Himerajk pa se je opravičil zaradi operacije. Vsem sem v skladu z pravilnikom, poslovnikom občine Radenci 10 dni nazaj poslali dnevni red, ki ste ga sprejeli, in v zvezi s tem dajem dnevni red v razpravo. Prosim, če ima kdo kakršnokoli pripombo na dnevni red. Hvala lepa. Ugotavljam, da je dnevni red sprejet. Zato preidemo takoj na nadaljevanje točk. Preden začnem, bi rad povedal, da sem si pred sabo tukaj dal poslovnik in se bom poskušal držati tega poslovnika do pike točno, pa prosim, da se ga držite tudi vi. Najprej imamo sprejem zapisnikov, 3. točka obravnave in sprejem zapisnika 4. redne seje občinskega sveta. Zapisnik ste sprejeli. Razprava? Ni. Torej, dam na glasovanje. Kdo je za to, da se zapisnik pripravljen, kot je, potrdi v celoti? Prisotnih je 14, kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je zapisnik potrjen. 4. točka dnevnega reda je obravnavan zapisnik 3. dopisne seje. Tudi ta zapisnik ste sprejeli. Zapisnik dajem na razpravo. Ni. Pridemo na glasovanje. Prisotnih 14, kdo je za? Hvala lepa. Ugotavljam, da je zapisnik sprejet. 5. točka je obravnava in sprejem 5. 4. dopisne seje. Razprave ni. Glasovanje. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik sprejet. Obravnava in sprejem zapisnika 5. dopisne seje. Obravnava. Glasovanje. Kdo je za? 14 prisotnih. Hvala lepa. Obravnava in sprejem zapisnika 6. dopisne seje. Razprava. Glasovanje. Kdo je za? 14 prisotnih. Hvala, tudi to je to. Naslednja je 7. dopisna seja, obravnava in sprejem zapisnika 7. dopisne seje. Razprava. Svetnik je bil v skladu z pravilnikom opozoril, da je seveda razprava možna samo o vsebini zapisnika, ali je zapisnik točno zapisan, ali je karkoli v zapisniku navedeno, kar ni točno. O vsebini se ne da razpravljati,
Hkrati vas bi želel opozoriti, da ste v skladu za 34 člena razpravljati sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o katerem teče razprava, kateri predsedujoči pozval. Se pravi, sedaj bomo dal besedo gospodu Lesjaku. V primeru, da bo se vsebinsko zapisnik o odločitvi, ne samo o tem, ali je pravilno zapisan, karkoli vam bom besedo vzel. Izvolite, gospod Lesjak, izvolite naprej. Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi imel v bistvu pripombo na ta sklep. Sklep v bistvu ne določa bistvo, kdo bo dejanski plačnik stroškov glede vodomera. Prav tako ni določeno, kdo bo hranil ta denar oziroma kako se bo poslovalo. Pa tudi v primeru, da bo ugotovljena nepravilnosti na vodomeru, ni določeno, za katero obdobje se bo obračunalo za nazaj. Ali je to pol leta, en mesec ali eno leto. Gospod Lesjak, dovolite, da vam v tem trenutku vzamem besedo, glede tega posegate v samo vsebino. Če mislite, da je sklep, ki ga je občinski svet že potrdil, karkoli narobe, imate pravico pripraviti gradivo na naslednjo sejo, to gradivo dati na razdeliti vsem in seveda potem lahko o tem razpravljamo kot novo točko. O vsebini zapisnike, o sami vsebini, da se vi tukaj sprašujete, če je to vse opredeljeno, ne moremo. Ne gre po vsebini. Tako da, kar se tega dela tiče, bi prosil, da nadaljujete kako drugo stvar. Odgovor ne boste dobili, ker razprava ni možna. Dodal bi še samo, da glede dopisnih sej smatram, da so vse dopisne seje nezakonite. Saj poslovnik in statut... Gospod Lesjak, jaz bi vam zdaj v tem trenutno vzel besedo. To vam vzel besedo, imate pod besedo razno, prosim. Poslovnik in statut jasno določa, pod katerimi pogoji se lahko izvaja. V tem trenutku vam izrekam opomin. Prav tako bi dejal, da se vso gradivo ne pošilja na službene maile. A ste zadovoljni, ali imate kakšno pripombo na moj opomin? Kot bi po poslovniku, seveda imam. No, potem pa glasovanje, ali se občinski svet strinja z opominom. V bistvu ne pošiljajo na službene maile. Prosim, tišina, glasovanje imam. Kjer izkazuje tudi, da se posameznik dejansko glasuje o vsebini sklepa zapisnika. Hvala za besedo. Opomin imate. Ja, samo se smete. Malo se držite poslovnik, lepo piše, ko vas predsedujoče prekine, morate in se obvezni takoj prekiniti razpravo. In prosim, da se tega držite. Želim, da tega delamo poslovno tako, kot treba. In mi vseeno, če boste čakali moj naslednji rojstni dan, pa spet objavili, da sem ne vem kakšen terorist. Še kakšna obravnava na ta zapisnik? Izvolite. Jaz bom zelo kratek. Ampak, lahko me prekinete, ampak to bom zelo kratko povedal. Tale sklep 7D/1, ki se glasi, jaz bom kar sklep prebral, ker je enako že predlogom. Gospod, v tem trenutku vas opozarjam, sklep imamo vsi prebran in če se ne strinjate, če greste vsebini sklepa, ni razprave. Če mislite, da sklep ni pravilno zapisan, lahko razpravljate. Če pa mislite, da je napačno zapisan, pa povejte. A je napačno napisan? Ja, brezvezen je. Samo prosim, da povej, sklep o ureditvi prometnega režima po rekonstrukciji na Mladinski ulici Radenci. Nikjer se zdaj nič ne vidi, kaj ste sklenili. Samo to pravim. Hvala lepa. V razpravi vse skupaj. Sklep je sprejet tako, kot je sprejet. Aha, torej je narobe. To ste vi rekli. Moje mnenje, okej. Izvolite, hvala lepa. Še kakšna stvar?
Še enkrat bom pojasnil, preden dam vse skupaj. Vsak sklep, ki je sprejel občinski svet, je sprejet. Razprava o tem na naslednji seji več ni možna. Lahko pa, kadarkoli, kdorkoli od svetnikov predlaga novi sklep na naslednji novi seji v skladu z poslovnikom, ki ga imamo. Pripravi kompletno gradivo, poda ga meni, jaz podam na njega tudi svoje mnenje in takšno potem gre na občinski svet in se odloča o tem, ali bo to sprejeto na občinskem svetu ali ne bo. Drugače ne gre. To, če je nekomu nekaj nejasno, ne pomeni, da sklep je nezakonit. Hvala lepa. Glede na to, da ni več razprave za 7. dopisno sejo, dajem na glasovanje, prisotnih je 14, kdo je za? 15, med časom je prišel še, ja. 9 za, kdo je proti? Pet. Ugotavljam, da je tudi ta zapisnik potrjen. Obravnava in sprejem zapisnike prve izredne seje. Zapisnik ste sprejeli, odpiram razpravo. Ni. Prisotnih si 15. 9. točka, ja. Izvolite. Lep pozdrav tudi z moje strani. Prve izredne seje zapisnika ne moremo potrditi, ne samo mi opozicijski svetniki, noben od nas, zaradi tega, ker seja ni bila končana. Dobro se spomnite, da ste sejo prekinili med nastopom svetnika Milka Zamode in ste razpustili svet in smo takrat šli vsi domov. Se upravičujem, gospod svetnik, imate prav, tega ne bomo potrdili, ker seja ni končana. Imate popolnoma prav, se strinjam. Moj osebni lapšek, ker nisem zadevo preveril. O zadevi ne bomo glasovali. Je vse javno povedano. Gospod, ko boste dobili besedo, se opravičujem. Da napake. Prosim, da napišete točno tako, kot je svetnik preberal. 10. točka obravnava in sprejem zapisnika druge izredne seje občinskega sveta. Zapisnik ste sprejeli, obravnava. Izvolite. Pozdravljeni vsi. Tukaj pri tej točki zapisnika druge izredne seje občinskega sveta imam eno pripombo in tudi eno vprašanje na koncu. Prva pripomba je glede zapisnika, kjer se mi zdi napačen zapis, citiram natančno. Gospod Bogdan Lesne pomeni, da bi občanom v vasi morali nameniti vsaj 2000 evrov sredstev. To je AD7, če še da boste lažje našli. Predsedujoči pove, da se to lahko naredi na način, da se svetniki do konca leta odpovejo sejnin. Vpraša jih, če se strinjajo s tem. Gospod Milko Zamoda pove, da se on že odpovedal sejninam. Od tukaj je pa zdaj to, kar jaz hočem opozoriti. Točno tako piše, od 5 prisotnih svetnikov je za to, da bi odpovejo sejninam, oziroma verjetno mišljeno, da se odpovejo sejninam. Meni pa zdaj zanima, kajti prisotnih je bilo 16 svetnikov, kot je navedeno v zapisniku, ne le 5. 6 svetnikov opozicije je bilo za, da se odpovejo sejninam in prosim, da se ta zapis tukaj popravi. Ker to je malo čudno zapisano, nejasno in mislim, da precej napačno. Se strinjam. Ja. Predlagam, da ta zapisnik sprejememo s to pripombo, ki jo je dala gospod svetnica. Ja, imam pa še tudi tukaj vprašanje, podobno pri prvi izredni seji.
Po odhodu opozicijskih svetnikov, torej nas, je predsedujoči ugotovil, da prve izredne seje ne boste zaključili in jo bodo prestavili za nedoločen čas. Vse to je razvidno tudi iz posnetka. Zato mi tudi tukaj glasujemo proti. Prvo pripombo, ki ste jo dali, bomo jo sprejeli zapisnik s pripombo, ki ste jo dali. Drugo je pa vaše mnenje. Ne, ni še. Druga. Torej, dajem na drugo izredno sejo zapisnik na obravnavo. Predlagam, da se sprejme z pripombo, ki je podana s strani svetnice. Še kako? Ja, če je še dodatna pripomba, ali je ta ista pripomba? Želim, da ta zapisnik sprejmemo na naslednji seji, ko bo popravljen. Mislim, da pravilnik tega ne omogoča. Ne omogoča. Dobro, bomo si vzeli čas pa prebrali, gospod. Dobro? Imamo čas. Dobro. Zapisnik se lahko po 3. točko 30. člen sprejem zapisnika. Zapisnik se lahko sprejme z zagotovitvijo, da naj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme z ustrezno sprejemanjem in dopolnjenim sprejetim pripombam. Prosim lepo. Ja. To ste vsi dobili, tako da. Dajem na glasovanje 15 prisotnih. Kdo je za? Se pravi, sprejemamo s to pripombo. Hvala lepa, potrebujem, da je tudi ta sklep sprejet. Obravnava in sprejem zapisnika 3. izredne seje občinskega sveta. Obravnava. Je ni, hvala lepa. Glasovanje. Prisotnih 15, kdo je za? Potrjuje, občinski svet potrdi tudi ta zapisnik. Ta uvodni del smo končali, sedaj pa prihajamo na sam potek seje. Najprej informacije o dejavnosti župana med sejama. Občina Radenci je do zaključka 8. meseca dobila 9 inšpekcijskih pregledov, anonimnih prijav zaradi investicij, ki jih izvajamo na strani občine. Od parka TV sprejemnika na postaji vsega ostalega. Dobili smo tudi pregled računovodstva za 2022. leta. In vse ostalo, kar se je pač doživelo, moram povedati, da je 20% vsega časa, ker zaposleni delajo, smo delali na tem, da smo to razčistili. Gradbeni inšpektor je ugotovil, da z amfiteatrom ni bil nič narobe in je ustavil postopek. Vsem svetnik je zapisnik gradbenega inšpektora možno pridobiti v upravi občine Radenci. Za spomeniškem varstvu je sicer bila ugotovljena ena pomanjkljivost, to je, da smo od spomeniškega varstva dobili za Gobice samo soglasje k idejnemu načrtu, ne pa izvedbenom. No, sedaj smo pridobili tudi to soglasje izvedbenem načrtu, tako da je zadeva popolnoma rešena. In vse ostale, to razen dela in pa nekaj denarja, predvsem za televizijo nad avtobusno postajo, ki smo jo sedaj res tretjič predstavili, pa upam sedaj, da bo vsem dovolj tega in da ne bojo spet našli neko stvar, da ta televizija bo lahko dokončno dobila svoj mir, pa imela ta
to nalogo, ki jo ima. Ne, ker je informacija o dejavnosti župana med seboj. Dobro, dajmo zdaj, ne hočem takih debat na sejah. Nočem debat takih na sejah. Zato, ker v ostalih gospod Kobasa bom povedal, mnenje inšpektorca, ki nas je nadzorovala, je, da pač v ostalih občinah ni bilo nobene prijave in zato niso. Pa nam so pa obravnavali prvi smo je predstavili, je bilo dovolj predstavljeno, potem je pa država izgradila novo križišče, ki je bilo razširjeno in bilo spet prekratko in smo spet predstavljali in tako dalje in tako dalje. Sploh ni pomembno. Smo naredili. Vse te zadeve, ki so pač inšpektorjem, pač obremenjujejo vse zaposlene, vse skupaj, do sedaj pa niso imeli nobenega rezultata. Občina Radenci je uspešno končala odvoz zemljine, ki je bila na Prisojni cesti. Večino te zemljine je odpeljalo ministrstvo kot odpadek po nesrečah, ki smo jih imeli, za ostalo je pa za javnim razpisom poskrbela občina Radenci in smo to zemljino končno očistili, tako da nimamo v samem kraju to zemljo, ki je bila pripeljana 10 let nazaj, pa še več, ko se je delal OŠO, z razlogom, da se bo ta zemljina uporabljala za gradnjo čistilne naprave, ampak že takrat so vedeli, pa danes vemo, da to ni bilo res in da te zemljine nismo rabili, tako da je investitor samo lažje delo upravil. Začeli smo z investicijo oprema 30 komunalnih parcel. Projektna ocena investicije je bila 1 080 000, izvajalce smo dobili za 380 000, bistveno manj. Začela se obravnava investicije, zamenjava in rekonstrukcija vodovodne in kanalizacijske infrastrukture, ne ceste, na Mladinski cesti. Projektantska ocena vrednosti je bila 540 000 evrov, delo je bo upravljeno za, mislim, da 270 000 evrov, tudi manj, kot je pa bila ocena občine Radenci. Očitno delamo za pol manj, kot pa so projektantske ocene, ker drugje to pač ni. Na to sem izredno ponosen in bomo tudi tako delali naprej, ne glede na to, da to ni tako sprejeto, kot bi moralo biti. Končali smo z prvo pogajanji za pridobitev kohezijskih sredstev. Občina Radenci nastopa v privlačni regiji za kohezijske sredstva. Sredstva so podeljena. Občina Radenci sprejeme 1 720 000 evrov, največ od 27 občin v privlačni regiji in vsa sredstva so namenjena za park. Tako je sklenil odbor za kohezijsko regijo, kot pa je v smeri, kot je bil že sprejet načrt razvojni program za čas do 27. leta. To je, če preberemo zapisnik spomeniškega varstva v Mariboru, vidite, so naši svetniki tam govorili malo drugače. Sprejeli smo sklep za 300 in nekaj tisoč evrov za gobice, ki jih zdaj delamo, nepovratnih sredstev. Dobili smo sklep skoraj 100 000 iz LAS projekta, ki je končan. Tako da, ne glede na vse, mislim, da občinska uprava tukaj dela kvalitetno, ne glede na to, da je zadržana z raznimi inšpekcijskimi nadzori, da se vseeno tukaj upravlja veliko. Tukaj bi izpostavil tudi Mojco Marovič ekipo, direktorico in vse ostale, ki pomagajo, da te zadeve imamo tako narejene.
Ne smem pozabiti, da smo dobili tudi 250 tisoč evrov za nova 2 nogometna igrišča pri Ivanki Cerec, ki bo je končana do konca letošnjega leta. To sta 2 igrišča, 60-40 za otroški nogomet, se pravi za našo šolo nogometa. Tako da s tem res center Ivanke Center postaja daleč največji nogometni center v Pomurju. Pred 6 leti smo o tem lahko samo sanjali. Delajo se še ostale aktivnosti, kot so redno vzdrževanje cest. Z ministrstvom redno se dogovarjamo vezano na plazove, na nasipe ob reki Muri. 9. imamo sestanek v Ljubljani. Tukaj je še reševanje Boračeve, da bomo končno vrnili vsaj en potok nazaj, ki je šel pred Boračevo, zavil levo in je šel dol proti Muri. Vse je na tem, da bi končali tega, ki gre mimo elektropostaje in mimo športnega centra Šratovci po levi strani, in da bi to vodo spravili čim prej dol, da bi se razlila, da bi razbremenili Boračevski potok vsaj 40% in da bi na ta način preprečili poplavljanje. Delamo na občinskem prostorskem načrtu. V tem trenutku je največji problem protipoplavna študija, ki v bistvu občino Radenci po študiji bolj uvršča med obmorske mesta, kot pa v neko tu Pomurje. Nekaj smo, kot rečeno, sami krivi. Za Boračevo smo krivi sami, ker smo 2 potoka prekinili in smo vse skupaj speljali v Boračevski potok. Za Kapelsko cesto smo pa krivi, ker smo potok, ki je tekel po levi strani od Kapele navzdol proti Boračevski potokov, popolnoma ukinili in se vsa ta voda sedaj zadržuje kot podtalnica. En večji del oziroma manjši del pa gre v našo kanalizacijo, kar seveda pomeni, da je od teh podzemnih vod kompletna vas 2 pa vas sedaj ogrožena, gradbeno ogrožena. To zadevo bomo rešili tako, da upam, če bo leta 2025 zgrajena ta cesta, kot je Svoboda zapisala pred 2 letoma, ko so pač nastopili za volitve v občini Radenci, da bomo od pokopališča do Boračevskega pota preko ceste v samo cesto gradili 1,20 m premer cev, ki bo služila za odvodnjavanje teh voda in da bi preprečili poplavljanje Gubčeve ceste, predvsem Gubčeve ceste, pa tega zadeva, pa tudi Finžgarjeve ceste na desni strani. Verjetno sem še kako stvar pozabil, ampak to je to. Hvala lepa, ker ste poslušali. Gremo naprej. Naslednja točka. Seznanitev s poletnim poročilom občine Radenci za obdobje januar-junij 2024. Prosim, Saša, prosim, par besed. Lep pozdrav vsem skupaj. Polletno poročilo ste vsi prejeli in sicer pripravili smo poročilo in sicer primerjavo med veljavnim proračunom in realizacijo do konca junija leta 2024. Proračun občine za leto 2024 je bil sprejet na 3. redni seji dne 12.3.2024 in je začel veljati s 16.3.2024. Prihodki proračuna občine Radenci so bili do polletja realizirani v višini 21,43% oziroma
3.925.558 evra. Odhodki proračuna občine Radenci pa so bili do 30.6. realizirani v višini 18% ali 3.439.615 evra. Dolg na dan 30.6. znaša za občino 2.027.003 evre. Stanje sredstev na računu na dan 30.6. pa je bilo 1.359.910,61. Sredstva proračunske rezerve so bila porabljena v skladu z 12. členom odloka, in sicer v višini 34.000 evra oziroma 62,73%. Do 30.6. niso bile opravljene nobene prerazporeditve pravic porabe v proračunu med proračunskimi postavkami. Zaradi spremenjenega predvidenega priliva prihodkov ter tudi zaradi nove ocenitve odhodkov za leto 2024 pa smo pripravili rebalans proračuna, ki ga bomo pa obravnavali naprej. Hvala lepa. Prosim. Lahko se posedete tukaj. Tukaj bi dodal, me zelo veseli, da imamo 2.027.000 dolga. V resnici imamo samo 27.000 občinskega, to iz časov še prej. 2 milijona evra, veste, da smo vzeli za čistilno napravo, in glede na to, da nimamo komunalnega podjetja, je pač beleženo na občino, ampak to se plačuje iz omrežnine, kredit, ki smo ga takrat sprejeli. Tako da za samo financiranje občine pomeni, da občina Radenci v tem trenutku ima 27.000 evrov kredita, ki ga plačuje iz sredstev glavarine, iz tega vseh drugih sredstev, 2 milijona pa plačujemo iz položnic omrežnine, ki jo dobivamo od občanov. Jaz mislim, da nobeni občini v Pomurju nimajo 27 evrov dolga. Tako da tudi to so rezultati. Odpiram razpravo. Prosim. Ja. Hvala za besedo. Mogoče, če ste bili pozorni med temi podatki, mogoče Saša bo vzalo vedeti, meni se pa zdi zelo pomemben podatek, tudi ta dolg, ki se odplačuje z omrežnine, se zmanjša za 150.000 evrov, če ste pa gledali sredstva na transakcijskem računu občine, lanski 31. december pa 30. junij pa so se povišala za 350.000 evrov. To pomeni, da imamo 500 milijona evrov, smo preverili. Tudi tako je res. Še kakšna razprava? Hvala lepa. Gremo na glasovanje. Prisotnost je 15. Kdo je za potrditev? Kdo je proti? Nekdo bi rekel, bože moj. Dobro. Držim se. Vi se ne držite, ker se besedo, zdaj nisem dal še enkrat. Imamo naslednjo točko, predlog odloka o spremembi odloka o proračunu občine Radenci za leto 2024, rebalans. Saša, spet par besed, evo, prosim. V gradivu ste prejeli predlog spremembe proračuna. Sicer sestavljen je bil splošnega dela, kjer je podan podrobnejši prikaz predvidenih prihodkov in odhodkov, prikaz računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja. V posebnem delu, ki ste ga prejeli, pa je podrobnejši prikaz predvidenih odhodkov in drugih izdatkov proračuna občine za leto 2024. Ravno tako ste dobili načrt razvojnih programov. Se pravi, do konca proračunskega leta so skupni prihodki proračuna sedaj ocenjeni na 9.253.810,82 evra, kar predstavlja znižanje za 50,52%. V bilanci načrtujemo tudi
10 milijonov 106 tisoč 453,62 evrov odhodkov, kar pa skupno predstavlja znižanje za 53,13%. Po bilanci prihodkov in odhodkov je proračunski primanjkljaj 852 tisoč 642,80 evra, račun finančnih terjatev in naložb pa se ne spreminja. Tako bo sprememba stanja sredstev na računu negativno v višini 1 134 835,80 evra. Stanje bi na koncu leta 2024 ostalo, se pravi 141 497,63 evra. Seveda pod predpostavko, da bodo vsi odhodki realizirani, ne, in vsi prihodki. Struktura prihodkov je planirana naslednje. Največji delež prihodkov proračuna predstavljajo davčni prihodki, in sicer 49,30%, kar je 4 milijone 562 tisoč 121. Nato sledijo nedavčni prihodki v višini 31,52%. Vsem spadajo najemnine in koncesije, dajatve od iger na srečo, takse, globe. Potem so še kapitalski prihodki v višini 634 tisoč 223, transferni prihodki, nekaj malega so donacije in pa prejeta sredstva iz Evropske unije. Potem struktura odhodkov je planirana naslednja: tekoči odhodki, in sicer sem spadajo plače, blago za storitve in pa kakšne obresti, so v višini 4 milijone 369 tisoč 742, kar predstavlja najvišji delež, in sicer 43,24%. Naslednje so investicijski odhodki v višini 3 milijone 357 tisoč 545, kar znaša 33,22%. Tekoči transferi, to pa so razne subvencije občanom, denarne pomoči, sofinanciranje šol pa v višini 21,60%. Tako da največji delež seveda odhodkov predstavljajo tekoči odhodki, to so pa investicijski in tekoči transferi. Hvala lepa. Prosim. Odpiram razpravo. Če ni, hvala lepa, za razpravo je zaključena. Gremo na glasovanje. 15 prisotnih. Kdo je za? Devet. Ugotavljam, da je odlok o spremembi odloga v proračunu občine Kranj za leto 2024 sprejet. Rebalans. Hvala lepa. Gremo na naslednjo točko. Predlog odloga o proračunu občine. Za oba naslednje točke bom dal krajšo uvodno besedo. Kot župan sem dal 60-dnevni rok vsem svetnikom, vsem svetniškim skupinam, da mi do 30. avgusta pripravijo predloge za proračuna za leto 25 in 26. Prejel sem predloge Liste Romana Leljaka in SDS in pa en predlog neodvisne liste. Druge stranke, se pravi Gibanje Svoboda, SD, niso dale niti enega predloga, niti za en proračun. Dalje, vse te predloge, ki sem jih sprejel, sem jih 100% akceptiral in jih predlagal v sprejem proračuna. To pomeni, da so vpisani eni kot samostojni projekti, drugi so pa vpisani pri točki, se pravi, vzdrževanja cest in pa vzdrževanje cest, in v obrazložitvi so potem tudi imensko zadeve pač tako, kot so tudi bile predlagane. Proračun za
25 in 26 pač omogoča, da se te predloge tudi finančno izvedemo. Tako da niti en predlog svetnika ni bil zavrnjen, če je bil seveda podan. Kot sem rekel, od 2 strank pa niti predloga nisem sprejel. Bit samih obeh proračunov je glavna stvar, je seveda obnova vodovodne in kanalizacijske infrastrukture v naselju občine Radenci, ki mora biti do konca 26. leta obnovljena. Predvsem zaradi iztrošenosti celotnega materiala, 50% vsega, kar odvajamo vodo, ne pride do čistilne naprave, ampak ostane v razpokah ceveh in se izliva pod naših cesti v zemljini. To je treba podnujno rešiti. Še vedno imamo 30% izgub na vodi in tudi te je treba rešiti. Tu mogoče zdaj reči za intermezzo, da presekam stvar, zadeva z vodo je dogovorjena. Občina Radenci ostaja samostojen izvajalec, se pravi skozi to. Kora bo upravljala z izvirom vode, mi pa bomo dogovorjen znesek 0,55 po kubiku in pa 16 centov omrežnine plačevali, vse ostalo bo pa ostalo za delovanje režijskega obrata. V smeri, ko sem tudi sam predlagal v Prlekiji, pa nikoli ni bilo sprejeto. Tukaj sedaj zadeva je dogovorjena in je v fazi podpisanja pogodbe. S 1.11. bomo dokončno rešili problem dobave vode in na ta to rešili. Tudi tukaj smo zato vezani, ti stroški bodo manjši, bolj ko bomo obnovili ta vodovodni sistem. Tudi nove ure, ki so bile sedaj vgrajene, oziroma nekaj par komadov še je, ki mora biti do konca 10. meseca vgrajene, potem bomo imeli vse elektronske ure. Tukaj ugotavljamo še veliko problemov. Mnogi še vedno iz tistih dobrih zlatih časov imajo mimo svojih števcev še speljano ne vem kaj, tako da smo tudi tukaj neko vodo zgubo uredili, pa bomo še tudi naprej. Vse števce, ki so jih občani dobili, so v občini Radenci jih dobili brezplačno, v tem trenutku pa tudi brezplačno nameščamo zunanje šahte na vseh cestah, ki jih delamo, tako da bojo tudi te ure za daljinsko očitavanje zunaj in da ne bo več teh težav vezano očitavanje. Moramo se zavedati, da smo 2019. leta dobili 860 ur, katere niso bile menjene po 5 letih, ker predhodnik režijskega obrata, podjetje SIM, tega ni naredilo. In da smo se mi raje odločili, da gremo v menjavo vseh števcev na način, da ne bojo tako, kot so mnoge občine morale te števce plačati, da smo jih naredili brezplačno v okviru omrežnine, ki jo tudi občani plačujemo, in smo s tem projektom tudi uspeli. Tako da je vprašanje te vode gotovo. S temi projekti, ki ga pa 25-26 leto pa posebej. Mi verjamemo, da bi lahko prišli do 15% izgube, kar bi verjetno v enem času pomenilo tudi pocenitev vode vsaj za toliko procentov. Tako da načrtujemo za leto 25 in 26, naj za 25 Kidričevo naselje oziroma Titovo cesto, oziroma leto 26 Titovo cesto pa Kidričevo naselje in pa seveda naselje zgoraj, Lesnina, tako da bi infrastruktura bila v celoti menjena. Nažalost, računali smo tukaj tudi na kohezijska evropska sredstva, to smo tudi imeli prijavljeno, ampak se je nova oblast, Svoboda po prihodu na oblast, tako kot se je za Kapelsko cesto odločila, da je se 23 predstavi na 25, se je odločila, da ne bo financirala kanalizacije in pa vodovodnega omrežja.
se pravi popravilo in izgradnjo na novo, ampak da bo financirala samo novo kanalizacijo in pa novo vodovodno infrastrukturo tam, kjer je ni bilo, pa še tam mora biti 10.000 populacijskih enot. To je bila sklep vlade oziroma kohezijske politike, tako da smo vse občine, 27 občin po Muri padle iz tega ven in nismo dobili ničesar, ostalo je 20 milijonov, 17 milijonov, ki jo sedaj skušajo ta denar preusmeriti v gradnjo tukaj pri Murski Soboti centra, nekega centra, ampak po mojem bo ta država ta denar vrnila nazaj v Ljubljano in ga župani ne bomo mogli deliti, ker pač lahko delimo samo v okviru tistega, kar nam je država določila. Podelili smo, se pravi, od teh 40 milijonov samo slabo polovica je ostalo nerazporejeno, ker pač naše občine nimajo pogojev, ki jih je dala država, tako da bo šlo verjetno vod kompletnih 80 milijonov na državni ravni za Sečovlje in tisti vodovod na Primorskem proti Novi Gorici. Pa nič apeliram zdaj Novo Gorico na kogarkoli. In v Ljubljani, ko se gradijo velika naselja, nova blokovska naselja, tam se pač bojo pridobili denar za kanalizacije in pa taka zadeve. Nismo, ugotavljam, zakaj to delamo. Ja. Tako da sta oba proračuna načrtovana v tej smeri, vsako leto po 1 milijon evrov. Teh 1 milijon evrov dobivamo iz tako imenovanega polovico iz nadomestila za stavno zemljišče, ki ga plačujemo za NUS, polovico tega denarja pa iz omrežnin, če bo dovolj, smo pa dali v proračuna za ta 2 leti tudi po potrebi 1 milijon kredita, če bo potrebno, da če ne bo dovolj prihodkov iz teh 2 virov, glede na to, ker nimamo nekih zagotovil, kakšne bojo gradbene cene v teh naslednjih 2 letih, po izračunih ožjega dela občinskega sveta, občinske uprave, nekako računamo, da bomo lahko to izvedli tudi brez kredita, ampak tudi če bo kredit danes potrjen v sami obravnavi proračuna za 25 oziroma 26, se vsak kredit itak mora še posebej potrditi na posebni seji občinskega sveta, tako da ta odločitev danes ne bo zadnja. Ostalih naložbe so tiste redne, ki jih izvajamo, ne bomo pozabili niti se pravi tiste projekte, ki jih cel čas vodimo, to pomeni, da bomo tudi vse ceste dokončno asfaltirali, do konca leta 26 tiste, ki so asfaltne, ki niso asfaltne, da bomo naredili se pravi sončne razsvetljavo do konca, da bomo naredili še te športne objekte, ki delamo pri osnovni šoli Radenci, pri Kapeli in vse ostalo do konca, da se bo park izvedel za teh 1 milijon, vse skupaj je v tem trenutku odobreni za park 2 milijona 100 tisoč evrov in upam, da bomo to 25. 26. dokončali. Letos bi želeli začeti tudi gradnjo, adaptacijo Vile Marije. Tako da proračuna sta realna, predstavljata izziv za delo. Veliko tega bo treba narediti, da bojo načrtovani prihodki dejansko prišli, in pa veliko tega bo treba narediti, da bojo dejanski odhodki v tem delu in se bo treba na tržišču boriti za izvajalce, ki bojo z ustrezno ceno tudi to naredili, seveda pa niče od nas ni vse ved, da bo vedel, kaj se bo dogajalo leta 25 pa 26. Zato predlagam svetnicam in svetnikom, da ta 2 proračuna tudi potrdite. Sedaj pa odpiram razpravo.
Izvolite, razprava. Najprej lahko razpravljate za proračun 25 oziroma se lahko dotaknete tudi proračuna 26, če je povezano. Hvala za besedo. Prvo vprašanje bi imel, glede vodovoda ste rekli, da je zdaj problem za narediti, ker ni sredstev. Zakaj smo 2 leti nazaj se niste prijavili na gradnjo dodatnih vej vodovoda, kot se je Gornja Radgona? To bi bilo tako vprašanje, če lahko odgovorite. Na to vprašanje lahko odgovorim in sem to že v tem prejšnjem mandatu odgovoril. Na to se ni prijavil občinski svet gospoda Rihtariča z gospodom županom Rihtaričem na čelo. Ko smo prišli mlači, je bila zadeva že odobrena na svetu regije, tako da mi nismo se mogli, oziroma ne vem, jaz ne vidim, zakaj se niso predlagali, lahko bi se, ampak se je takrat občinski svet pod vodstvom gospoda Rihtariča župana odločil, da v to investicijo ne grejo. To je odgovor. Lahko ga dobite tudi pismeno. Hvala za odgovor, to sem želel, to nisem vedel. Zdaj jaz ne vem, če tu spada že, ko ste govorili za letni načrt za razpolaganje s premoženjem. Še nismo tako daleč. Jaz sem zdaj po to točko 15 smo, no? Lahko. Potem pa me zanima naslednja stvar. Tukaj sem pod pridobivanje parcel, mi je v oko padla parcela KO Radenci 29/6, ki je last gospoda Dejana Heriča. Jaz sem z njim se večkrat že pogovarjal in mi je tudi danes potrdil, da on zaenkrat ne misli prodati nobene parcele, niti nobenega dela. To je moj komentar, samo toliko. Lahko moče kaj povete na to ali pa gremo naprej. V tem trenutku mi zastavim vprašanje, ki ste ga zastavili, ne vem, Okay. ampak lahko vam odgovorim, da mogoče ne gre za, če je ta parcela, ker jo nimam tukaj, ob cesti, da gre samo za izravnavo meje na cesti. Ne, tisto je pri gospodu Domajku. Ne, pri vseh je to, veliko je tega. Tako da. Ne, tu je številka 29/6, parcela to je na ta kupu. velika parcela, če vam lahko pokažem. Se orientirate. Zato to je napisano, ne, zato jaz govorim o tem. To je hiša, ne? Hiša pa cela parcela zdaj. Tako piše pač, jaz sem zato šel gledati v zemljiško knjigo in je to. Gospa Gutalj, ste mogoče tukaj, mi lahko pomagate v odgovoru? Ne poznam ga. Prosim, boste dobili takoj odgovor. Ok, počakamo, gledam naprej. Ja, gospa Gutalj. Gospod Svetnik vam bo pokazal eno. Pridobivanje parcel, in sicer ta parcela me zanima gospoda Heriča, KO Radenci, ne, tukaj 29/6. Jaz sem se z njim pogovarjal, da je ne misli prodati, zdaj ne vem, kak je s tem. Mi to vam jaz zato na pamet ne moram povedati, Dobro, da je mogla biti okej. pa priti nazaj, ko Okej. pogledam, ja. Lahko bi prosil. Potem pa me zanimajo, pod številko 17 je tam vodeno v tisti tabeli, sicer parcele, tudi v KO Radenci 330, 331, 332, to so skupne parcele, to so zdaj druge stvari, ne? Za nakup teh parcel ob nadomestnem igrišču, se pravi tam igrišču, ki ste ga zamenjali za igrišče po blokih, to je tisto, ne, tisto, ki ste ga tam delali, pa ugrajeno, pa še ni stopilo noga gor razen urejevalca. Nikoli še nisem videl otrok, da bi se tam igrali. Zdaj pa ne vem, ali mislite s tem dokupom, ker je to sosednja parcela, spremeniti ta rezervni Za gospoda Heriča vam bi želel razložiti, če me pogledate tukaj. Gre samo za nakup tega dela, ko gre cesta preko po novem OPN-u. Da, on je meni rekel ničemer, ok. Ja, samo za cesto, ki gre s parcelo, da bo se lahko gradili. Dobro. Ne za nakup cele parcele. Ampak je pač so parcele, ne. No, zdaj pa me zanima, pravim, te parcele, to je dejansko njiva iz treh delčkov sestavljena.
Ali zdaj z tem dokupom te zemlje mislite še tole igrišče nadgraditi, da bo tu kakšna, da rekel, tribuna, da bo to ene vrste še dodatno rezervno igrišče, kot ga zdaj pravite, 2 še delate na centru Ivanke Serec, ali zakaj je še mišljena tale dodatna parcela? Veste, kje je to, ne? Tukaj dolih, ja, to vse v bistvu radimo zato, da ker glede na poplavne študije, ki so narejene, lahko samo v tistem zgornjem delu nastavimo prostor za gledalce, tako da vsi ne rabimo v bistvu samo nekaj metrov in je v tem trenutku postopek, da se izmeri, koliko rabimo in bomo kupili samo del parcele, ne pa celoti. No, ok, Ja, ampak piše, da jaz sprašujem, zato da se razčistimo. ja. Zdaj pa še tu imam prodaja parcel, to pa je tam, ko je prodaja parcel pod številko 22, me zanima parcela v Kao Šeratovci 367/69 in me zanima, zakaj bi morali to parcelo, ki je zahodno, če gledamo takole zahodno od Gregorčičeve ulice, ko so, če tako gledamo, levi del tehle hišic zgrajen in na drugi strani Šercerjeva ulica, kjer je tisti zadnji blok, ki so ga tam gradili. To je parcela, ki je ovrednotena tukaj z 50 000 evri. Edina zelena površina, ki še je tam okrog, zakaj je to v planu za prodajo? Glede zelenih površin, ne vem, koliko jih imamo v občini Radnica, imamo se skupaj, Ne, to mislim, zakaj. imamo pa problem na Gregorčičevi, na Titovi in pa na Kiričevem naselju s parkiranjem in bi želeli tudi iz investicijsko parkirno hišo marsikaj rešiti. Ta namen se tudi to dela. Pravi, to bi bila nekoč parkirna hiša. Oziroma vsaj parkirni prostor. Dobro. Potem pa še naslednja točka, številka 23, naprej naslednji v tej tabeli. Parcela v blokih del nekdanjega rekreativnega igrišča, poleg tako imenovanih vrtov. Ja. Spet nuja prodati ta delček za vrednost 50 000 evrov, ali ne rabimo tega tam kot za občane, za ljudi, za park, bi rekel, taki. Samo malo, nimate debate, lepo prosim. Nimate besedo in ko boste dobili... Gospod Lesjak. Bomo prodali, ja. Še enkrat se oglasite, vam dal drugi pomen. No, mislim, je to nujno prodati, zdaj kak je razlaga tega, prosim. Ne vem niti zdaj točno, kje je lokacija, to To so vrtovi pred, ko je garažna hiša tale, v starih blokih. Ja. Igrišče nekdanje, polovico. Kako ne veste? Tisti del ni načrtovan, tam noter se načrtuje 12 parkirnih prostorov, načrtuje se zdaj igrišče z baldami za otroke 10x15, ki bo še verjetno letos izvedene. Tam je tisti kup zemlje, ki bo ostalo, Simove garaže pa so itak zasebna lastnina. Tako da... Ne, to je parcela, tale piše, da se bo ocenjena 50 000, da se proda, ne? Zato sprašujem. V tem trenutku, ne vem. To je drugo parkirišče, eno tam, eno tu. Ja, mi rabimo parkirišča še in še. Glejte, imamo probleme, poznamo probleme ljudi. Ne? Pa ne bi še enega igrišča tam za šolo tudi dali? Ne bi še enega za šolo to je že utrjeno. ker imamo dovolj igrišč, ki jo delamo, ker bomo pač rekli, kje so igrišča, kje so parki, pa vse skupaj. Občina Radenci ima največji park v Pomurju, mi se pa govorimo za zelene površine. Prosim, še naprej razprava. Gospod Lesjak, izvolite. Niti še niste začeli razpravljati, dajte razpravljati o vsebini proračuna. No, jaz bi se dotaknil teh dveh parcel v Radencih, in sicer Gregorčičeve ulice za blokom in Ljuba Šercerja. Vi ste dejali, da bomo te parcele prodali, ne? Ne razumem tega, ne, ko bomo prodali, da bo pol nekdo kasiral parkirnino občanov občine Radenci. Glejte, No, to Moram res takole- ne razumem. moram tako bom takole rekel, povedati, ne. te parcele Kljub ni- temu, da je dovolite, da na tako je tako, sem gospod odgovarjam, tudi zdaj odgovoril, ker zdaj mi je bistvo, ajde, se spomnil. Ne gre za prodajo parcel, gospodje. Res ne. Gre se za to, da bomo na teh dveh lokacijah izgradili parking prostore, ki bo jim ponudili v privat, da bo jih odkupili kot privat, en del pa bo ostal javnih parkirnih prostorov. Kdorkoli na teh parkirnih smo že zdaj omogočili posebno električno energijo, da se bodo ljudje lahko polnili
avtomobile, da bojo si ta parking prostor lahko odkupili, zato tudi prihodek 50 000 evrov, parcela pa ostaje last občine, ampak na tej parceli, mogoče v obrazložitvi tega tudi jasno to napisano, ne vem, nimam tukaj. To je tako, zato ker imamo probleme z električno avtomobili, ki se ga kupujejo tudi v blokih in pač nimajo ustreznih polnilnic, na ta način bi to rešili. Tudi če nekaj teh parkirnih prostorov prodamo in za eno in za drugo dobimo po 50 000 evrov in gorih na obeh lokacijah, na Kidričevem naselju in tam, bomo vseeno avtomobile umaknili izpred blokov, ker bo jih imeli pač na svojem parkingu, tako da se bojo povečali parkirni prostori in ko se rekel, občanom bomo omogočili polnjenje avtomobilov po posebnem projektu, ki bo za to izveden. Se pravi, ne gre za prodajo parcele v celoti, ampak gre za prodajo parkirnih prostorov, ki bojo izvedeni s strani občine Radenci in naj bi se na vsakem parkirnem prostoru za 50 000 parkirnih prostorov, se pravi, en parkirni prostor je, ne vem, cena koliko 4 000 evrov, se pravi, da bi se prodalo 15 parkirnih prostorov pri vsakem prostoru, vse ostalo bi bili pa namenjene javni parkirni prostori. To je razlaga za oba, se opravičujem. No, jaz bi dejal, da tega v obrazložitvi ni bilo. V obrazložitvi točno napisano, moram povedati, da bi moralo pisati v obrazložitvi. Bi pa podal predlog, da se te dve parceli umakneta z proračuna za leto 2025 in 2026 glede prodaje nepremičnin. Ker smatram, da zelene površine v Kidričevem naselju otroci nujno potrebujejo. Predvsem obljubljeno je bilo, da bo tam zgrajeno nogometno igrišče in pa igrala za otroke, kar se bolj bistveno razlikuje glede na ta proračun za leto 2025-2026. Glede prodaje zelenice za Gregorčičevim in pa za blokom ulice Ljuba Šercerja, pa se mnenja, da projekt RAD9 je že tako ali tako vzel vse zelenice obstoječe, ki so bile tam v okolici. Ostalo je šele za ščepec soli, kot bi rekla prenekatera babica, tako da se mi zdi ta odločitev oziroma predlog občinske uprave župana nesmiselni. Hvala. Oba predloga za gradnjo parkinga smo dobili od občanov. Sledili bomo voljo občanov, da potrebujemo te parkinge prostore. Vsi, ki stanujejo tudi na Kidričevem naselju 6, to zagotovo vejo. Tako da lahko se samo prosim pripombo, da se zapisnik zapiše, da za te dve parcele, da ne gre za prodajo parcela, ampak da gre za prodajo parkirnih prostorov na teh parcelah. Prosite za besedo, čeprav v skladu z pravilnikom nimate dvakrat. Nič ne bo. Danes sem se pogovarjal o tej parceli, ko sva rekla zdaj za Gregorčičevo in me gospa opozorila, če veste, če imate podatek, kakšne so tu težave z vodo. Podzemno. Ok, hvala. Zato smo načrtovali dvonadstropno to parkirišče, ampak smo se odločili zaradi teh težav, da bo samo pritličje. Dobro, vem za to. Hvala lepa. Še kakšna razprava? Proračun 25. Ne, preidemo na glasovanje. Prisotnih je 15 svetnikov. Kdo je za? 9. Kdo proti? 6, dobro. Odpiram razpravo, čeprav smo zdaj oba proračuna šla skozi, ampak odpiram razpravo tudi za 16. točko, proračun za leto 26. Čeprav so oba proračuna funkcionalno povezana. Če ni razprave, hvala lepa, gremo na glasovanje, 15 prisotnih. Kdo je za? Ve, kdo je proti? Težko razumem, da je kdo proti.
Hvala lepa na zaupanje, gospodje svetniki, da bomo tudi naslednji 2 leti učinkovito delali na občini v korist naših občanov. Zahvaljujem se tudi vsem tistim strankam, ki ste mi dali kakršnekoli predloge. Tisti, ki mi pa niste dali, pa glasujete proti, pa razložite to svojim volivcem. Naslednja točka, 17. Predlog sklepa o prenehanju statusa grajenja javnega dobra lokalnega pomena, javne ceste. Prosim, Nataša. Kaj, odsotna je? Se pravi, javno dobro je v bistvu tale, ker bomo cesto delali samo do tega, je ta kvadratek nepotreben zaradi po OPN-u, da gre za ene pa na druge parcele, kot da ta mali trikotnik zaradi drugih, da bo imeli več zelenih površin, oziroma da bo imeli koeficient gradnje večje, ker veste, da parcela, ki se kupi, mora imeti določeno procente zelenega površine ohranjeno, ostalo pa lahko za gradnjo, da bo je to več, veste, tega trikotnika ne rabimo, gre za nekaj kvadratov samo. Tako da predlagam, da to potrdite. Pri Frangežu parceli. Obravnava. Hvala, glasovanje. Kdo je za? Hvala lepa, kdo proti? Isto gre za naslednjo točko, predlog sklepa o prenehanju statusa grajenja javnega dobra, ker je na cesti vgrajeno na tej parceli pač cesta upisana, dejansko pa po tej cesti ne gre in je v bistvu sedaj že pač v lasti teh ljudi, ki tam počnejo, ki tam živijo, to čisti vse skupaj, je pa odmik od naše ceste 3-4 metra, je takšen jeziček, ki nima nobene funkcije za občino, samo obremenjuje se, da moramo to pustiti pa čistiti, tako da predlagam, da tudi to potrdimo in da iz te ceste umaknemo javno dobro. Razprava. Če ni glasovanje 15 prisotnih, kdo je za? Hvala lepa. Zdaj, vprašanje pobude svetic in svetnikov, jaz bom najte prvo, tukaj na zamizi ste dobili en načrt, da ne boste gledali, to je načrt, prvotni načrt, ki ga je že odobril občinski svet za garderobe in slačilnice na športnem centru Ivanke Cerec. Vidite, da je ta povečan, da ima 2 nadstropja in da sprejme približno 1000 gledalcev. Zakaj ni bil tako izveden, me niti ne zanima. Meni je načrt všeč in bi želeli, da ta projekt pripravimo, ga dopolnimo kot takšen in naslednjo leto, ker po teh za področje športa bo še nekaj sredstev na razpolago, da bi ta projekt tudi prijavili, da bi lahko ta športni center tudi obnovili, če bi država dala denar. Sedaj pa zaenkrat kaže, ta denar bo na razpolago še za leto 25-26 in če bo projekt uspešen, pa ga bomo tudi z rebalansom kakorkoli vključili noter in bi samo prosil neko načelno soglasje občinskega sveta, če občina Radenci oziroma občinska uprava gre v ta projekt ali ne. Se pravi, gre samo za ažuriranje projekta, ki je že narejen, iz meni nejasnih razlogov ni zgrajen. Škoda. Seveda bi pa dolgoročno za športni turizem v občini Radenci veliko pomenil. Ampak pravim, še vedno pod pogojem, v 25-26 mi ga nimamo, če bi zadeva se pojavila, ker
nekatere občine, ki so sedaj dobile denar za športne objekte, vsega ne bojo realizirale, zato ker za športne objekte treba imeti tudi svoje sredstva, tako da verjamem, da bo razpis naslednje leto ponovljen in če bi bil, bi želel, da občina Radenci je pripravljena na ta razpis. Pa sprašujem, odpiram razpravo, če ima kdo kakšno. Prosim, da ne razpravljamo o tem, zakaj to ni bilo zgrajeno, pač ni bilo. Stvar preteklosti. Gremo naprej. Ne, če sprašujem, razprava o tem, ali takšen objekt gremo ali ne gremo. Odločitev bo itak potem sprejeta na seji občinskega sveta za rebalansom proračuna ali pa kakorkoli drugače. Zaenkrat je samo to, kot im v informacijo. Ali občinski svet daje soglasje, da gremo v pripravo tega projekta? Vprašam, načelno soglasje. V zapisnik bo zapisano, posebnega sklepa pa ne bom sprejel. Ima je kdo izrecno proti? Projekt se naj gre, pa če se pridobijo sredstva evropska, pa vod se pa še izvede, ne? Prosim? Ne, samo nadgradi se. Ker spodnji del je točno tak narejen, kot tu piše. Samo nadgradi se. Ker točno tak je narejeno, ne? Ker se nekdo je odrezal zgornji del, pa ga pač ni naredil. Ja, gospa svetnica, se strinjam z vami, zato bi tudi to bila rešitev, ker potem so gledalci spodaj tisti od sonca zaščiteni. Je pa ta tribuna že v samem začetka napačno postavljena, ker bi mogla biti na drugi strani, ampak žal, tak je. Tak je, ne moremo vse tega spremeniti. Zdaj, če so tekme dopoldan, so seveda težave, odvisno kdaj je tekma, ne. Dobro, nekih izrecnih glasov nimam, da bi bili proti, tako da je stvar naslednjih sej občinskega sveta, če se to potem potrdi ali pa ne. Niti strašnega zanj ni bilo, če tak smo povedali. Ja. Proti pa ne zanj. Ja, okej, se strinjam. Ampak jaz sem tako rekel, da veliko teh dokumentov imamo pripravljeno, samo dogradimo, dopolnimo in seveda čakamo, če je možnost pridobiti sredstva sami, glede na to, da imajo prednost proračuni, kot smo rekli, kanalizacija in vodovod na selju občine Radenci, si to tako ne moremo privoščiti, brez da bi dobili kakšna sredstva. In to. Ja, ja, smo, ja. Tako je. Pospešeno delamo, ker smo komaj zdaj dobili odločbo, nažalost. Ministrstvo nam skače, ampak bomo naredili. Tako kot smo vsemu naredili. Dobili smo tudi ostale, kot sem že prej rekel, 300 000 za en projekt Kobic v parku, dobili smo 100 000 evrov od Lasa in dobili smo 1 510 000, to je tisto, kar smo dobili z letošnjim delom, ki bo se pač v teh 2 letih podelilo. Zdaj, prav iz tega naslova, gospod svetnica, kot sem rekel, neke občine ne bojo uspele to narediti, ker je čas prekratek. Mi smo zdaj ravno pri danes, jutri, pojutrišnjem, da sprejmemo gradbeno, da dobimo gradbeno dovoljenje v roke in gremo še ta teden v razpis za izvajalca, tako da bomo že ta mesec začeli gradbena dela, da je do konca leta končamo in da lahko teh 250 evrov črpamo. Kar bo seveda zelo težko, ampak država nas stiska. Če je koga zanima, sklep je bil, Mojca, kdaj je bil izdan sklep, datum? 14 dni nazaj, tako da... Vprašajte ministrstvo za šport in gospoda ministra za gospodarstvo. Jaz se to, tu se debelo strinjava. Dobro, dajmo mi sejo končati tako, kot nekako treba. Vprašanje in pobud svetnic in svetnikov, te odgovori na njihove vprašanja, pobude, prosim. Dajte kratka vprašanja, da jih bomo lahko razbrali. Na vprašanje bomo tudi pismeno odgovorili. Gremo kar od zadaj, po vrstnem redu od zadaj sem. Prosim lepo.
Krožišče pri zadrugi. Oktobra 2022 ste napisali, da ste bili na direkciji za infrastrukturo v Ljubljani, ne? In da ste podpisali zapisnik glede časovnice izgradnje tega krožišča. Napisali ste tudi, da boste spomladi naslednje leto pričeli z deli. To se pravi lani. Kdaj pa potem bo? Gospod Krenc, Zdaj smo dovim, pa da vem, oktobra, že karkoli, skoraj da je 2024. isto krožišče kot Kapelsko cesto država dala v Jaz samo govorim, kaj je bilo takrat, kakšne trditve so bile, ne? Da zdaj govorim do konca, predstavila v leto 25. Nazadnje sem se pogovarjal z direkcijo za ceste. Krožišče je uvrščeno v finančni načrt državni proračun za leto 25, Kapelska cesta pa nažalost ni. In glede tega sem zelo razočaran, tudi nad ponašanjem Svobode, ker so pač 23. leta smo, tako kot ste sami rekli, je tudi celo vlada na eni od zadnjih sej sprejela sklep, v kateri so obe te naše investicije bile načrtovane za leto 23. Ta sklep sem tudi po Facebooku, mislim, da pred volitvami takrat objavil, pa je bilo to vse skupaj povoženo. Tako da po vsej verjetnosti, če bo proračun državni sprejet, je 25. leta to krožišče narejeno in bo tudi narejeno. Za cesto Grabonoš-Radenci pa nažalost teh pozitivnih informacij še trenutno nimam. Bo pa seveda na tej cesti potrebno nekaj narediti, mogoče tudi z zapori cesti, ki bi sam kot občina organiziral, nobenih problemov v sodelovanju z občani, da jim pokažemo, da se bomo igrali. Od leta 45 pa do zadnje prometne nesreče na tej cesti umrlo 9 ljudi, na zadnji je umrl voznik rdeče 101, ki se je peljal na Kapelo. Prvo pa je umrla gospa Klobasa, ki se je peljala dol s kolesom iz Kapele v Radenci, tam takoj po 45 letu. Župan, niste prej rekli za vodnjavanje, da bo ta cesta za leto 25? No, tako se mi je zdelo. Jaz še vedno razpravljam o tem, da bo ta cesta morala biti 25 in zdaj nadaljujem odgovor gospodu svetniku, da razmišljam v sebi, tudi v tem, da bi jaz kot župan bil pobudnik, da se ta cesta začasno za kakšno uro, dve protestno zapre, da damo jasno povedati, da se ta cesta mora narediti, ker to je v tem trenutku, če tisti, ki ste malo starejši, veste, da so nekoč v SFRJ imeli ceste, ki je bila taka kritična točka, pa je bilo tako črni znak napisan noter, da je to ravno ta cesta. Največ mrtvih ravno imamo na tej cesti v Sloveniji in se ni za igrati. Tako kot sem zadnjič po radiju povedal, če se bo karkoli zgodilo, naj se vlada tukaj pojavi, potem cela na pogrebu. Vas bom prosil za pomoč, čakam, da dobim... Vas bom prosil za pomoč, čakam samo, da dobim v roke dokončno verzijo proračuna za leto 25. Da vidim, če je cesta noter, ne moramo sedaj, bomo videli. Potem bomo pozvali tudi vse naše predstavnike, poslance, ki so iz teh naše regije in se dalje, in da poskušamo nekaj narediti, ker za gradnjo je tukaj vse pripravljeno. Pridobljena so gradbena dovoljenja, urejeni so odkupi, kot veste, je občina Radenci že odkupila 2 hiše na tej lokaciji, na tej cesti, že prej, leta 2022, ko smo to pripravljali. Tako da, gospod svetnik, kot župan se naredi vse. Žal pa so to državne ceste, v kateri imam vpliva, v tem trenutku manj, kot pa vi, ki ste člansko SD, ki vodi to državo. Hvala lepa. In tudi priporočam in Gibanje Svoboda in SD Radenci, da o tem napišete zapis in ga pošljete na svojim strankam v Ljubljani. Ne na mestni inšpektorat, ampak strankam, da se o tem boji pobuda in se to naredi. Jaz bom globoko hvaležen in bom javno pohvalil
in stranko Gibanje Svobode in SD, če to uspemo in če naredimo. Nimam nobenih težav. Nobenih zamer do Gibanja Svoboda, samo naj se ta cesta gre v... Ja. Dobro, naslednje vprašanje vam glede Mladinske ulice. Ja. Cel čas ste trdili, da prometnega režima ne boste spreminjali. Tako je. Se pravi, zdaj bo enosmerni promet, potem spreminjate prometni režim. Zdaj ga spreminjam. Zdaj ga spreminjam, nažalost. Še nekaj samo me zmestilo. Če lahko odgovorim na vprašanje, če se povezano. Vse povezano. Je svet za preventivo, vzgojo in varnost predsednikom, tu ste glasovali ali ste podali samo mnenja? Glasovali. Kaj ste? Glasovali? Slušaj, bilo nas je 7 Dobro. izvoljenih, 6 Ja. nas je prišlo, Dobro. nihče ni bil za prvi predlog, Kaj to pomeni? kako je ostalo obstoječe stanje. Nihče ni bil. Nihče ni bil, razen enega, ki ste rekli, da ne more glasovati za voljo njegove službe, ki dela z vsemi, pa ga ne bomo Dobro. Tako da so Nima potrebni- veze, vse vem. Se pravi, glasovanje je bilo. Je bilo. Nihče ni bil za prvo, za varianto, ki smo imeli. Dobro, ne bi zdaj direktno Dobro, povedal, okej. Se pravi, glasovanje je bilo. Glede tega bi želel odgovoriti Mladinske ceste. Poleg tega, da je to posvetovalni organ, tudi če smo mi bili za ali proti, je to, ampak mi smo imeli papire, pa tu še imamo pred seboj. Bom razložil zdaj, prosim lepo, dajmo končati na ta način. Gospod Sveti, da vam odgovorim na vprašanje Mladinske ceste. Mi smo naredili projekt, ki se ni glasoval obnova ceste, ampak obnova infrastrukture, vodovoda in kanalizacije na tej cesti. In v samo izhodišče ceste nismo niti z prvim načrtom posegali, ker smo pač menili, da gre za urejeno cestišče in da bo zadeva ostala takšna, kot je. Smo pa seveda v načrtu na fazi gradnje pač načrtovali načrt izgradnje, v kateri smo rekli, da bomo pa za časa iz same izgradnje načrtovali pač enosmerni promet, zato ker se pač cesta zapira, kot se sedaj zapira in pač ne more biti pretočna, tako kot bi morala biti. Sploh sedaj, ko se še bo vodovod odprl, pa mineralni vodi in vse skupaj. In potem je prišlo do tega, da so ljudje začeli to vprašanje dvigovati. Jaz sem sklical zbor občanov, ne, in seveda preveril vse papirje, ki jih imamo okrog te ulice in pač ugotovil, da ta ulica ni urejena že 30-35 let, da je na črno zaprta in da nihče od občinski svet pred nami te zadeve ni uredil oziroma legaliziral zaprto cesto ali pa karkoli. Seveda sem potem poklical tudi in naročil, da se naredijo izmere, da se izmeri cesta, ki je namenjena javni cesti, da se zemljišče izmeri. In ko smo to pogledali, smo pač ugotovili, da je večina občanov na tej cesti posegala v javno cesto skoraj 2 metra in si postavilo ograje, da si je postavilo celo vhode v garažo, tako da niti v garažo, vhod v garažo nima od kje priditi, ker je na občinski zemlji. In večina si je tudi števce za plin naredila na občinski cesti, tudi električni števci in tako dalje. Zdaj, mi smo imeli načrtovana sredstva samo za zgradnje 6-metrske ceste, nikakor pa ne ceste, ki bi bila tak, ki tega podatka nismo imeli. Zato sem v skladu z svojimi oblastili dal izdelati 2 projekta, enega, ki mi je predlagalo občani, ker sem upošteval. En projekt, ki so mi ga predlagali občani, se pravi, da sem zavzel stališče, da bi bila cesta dvosmerna in zaprta za promet, s tem, da sem dodal kot župan, ki imam vso pravico in ki imam vso odgovornost, da nobene ceste ne bom gradil brez pločnika. To je pa dodatek temu prvemu projektu. Drugi projekt pa sem prepustil stroki, da ga stroka naredi. To pa je projekt, ki so ga potem oni naredili, projekt, ki je narejen za enosmerno cesto, na način, da je vhod v to enosmerno cesto iz Mohorja proti Murski Soboti,
da sta tam načrtovana 2 omejevalca prometa, ne policaja, ampak tista daljša omejevalca prometa, ne tisti, ki tolčejo. Da bo širina pločnika vsaj 2 metra, da bi prevzeli vse otroke, da bi otroke spravili na pločnike in tudi takoj iz Mladinske ceste po najbližji poti, tam, ko je bila včasih ta tekalna steza, se bo pločnik podaljšal vse tam do šole. To je bil pa drugi načrt. Stroka je zapisala, da predlaga županu, da se izvede drugi idejni projekt, drugi projekt. Oba ta projekta sta bila posredovana Svetu za preventivo, ki se je odločil tudi za tako imenovani drugi projekt, tako dalje. Zdaj, razprava o tem, ali pločnik potreben ali ni, ne bom sploh dovolil. Pločnik gradimo tudi na državni cesti od Grabonoša do Radencev in tudi ne more cesta biti brez pločnika. Tudi ni velike razlike, popolnoma ista stvar je. Tu je polno otrok, tu smo imeli že 2 prometne nesreče z otroki na tej cesti. Pa tudi, ampak vse skupaj, jaz sem tisti, ki sem odgovoren, pločnika bosta. Drugo, preverili smo, danes sem tudi javno povedal, pa povem še enkrat, v zadnjih 5 letih v Republiki Sloveniji ni bila zgrajena niti ena slepa ulica, 242 je bilo narejenih enosmernih cest. Ne? In pa tretji podatek, da mi nekdo pomaga, no, ko sem prepisal iz dokumenta, da bom na številke na pamet, da ne bom na bistvo rekel na pamet. Aha, pa nekaj čez 40 ulic je bilo zaprti za ves promet. To je to, kar se je v Sloveniji delalo v zadnjih 5 let. Tako da nič ni novega, da imamo tudi enosmerni promet. Seveda, v tem trenutku ne bomo posegali, jaz sem se z večino lastniki teh zemljišč, ki so gradili ne samo na občinski cesti, ampak na cesti, ki je namenjena za javno cesto, 8-metrski pas, pogovarjal. Moram povedati, da so se strinjali za enosmerno cesto, vsi, razen gospoda, ki dela na Petrolu, vsi ostali in pa gospoda spodaj, kakšen primek, povejte mi? Turk. In pa seveda gospod, ki živi v Velenju, ki si je postavil garaže in ki ta dom, ki živi v celotno družino v Velenju, te svojo hišo pa daje v najem za sobe in je tudi glavni pobudnik vsega tega, kar se dogaja, ker pač on rabi to obračališče za to, da njegove stranke lahko imajo postavljene avtomobile, tako je bilo do sedaj. To je moja izjava in takšna je. No, tudi na licu mesta, ko greste pogledati, boste videli, da je vhod v garaže, ki so označene 1, 2, 3 za stranke, narejen na občinski zemlji. Na svojih zemljiščih pa nima niti enega urejenega parkirnega prostora. Ja, to, kaj bo pa naredil, pa ne vem naredil. Ja, mi bomo sedaj v sklopu javnega razpisa in sredstev, ki jih imamo, naredili tako, kot sem pač povedal. Z vsemi občani bo pač potrebno dogovoriti, da se to zemljišče vrne, ali pa če bo občinski svet sprejel kakšno drugo razlago in da se ta zemljišče njim tudi proda, sicer ne za 5 evrov, ampak za neko korektno ceno in da se to dokončno to območje reši. Ne predstavljam si, moram povedati, večina delo občine, da bi nekdo tako enostavno posegel na zemljišča občine in več let imel postavljene ograje, objekte in vse ostalo. To isto se dogaja na Titovi cesti, tudi tam imamo pas zgoraj, da so preko 2 metre posegali vse skupaj. To se bo pa, če je bila to pravica v občini Radenci, se bo ta pravica morala končati. Vsakdo, ki ima zemljišče, ima popolnoma pravico uporabe te ceste, uživanje v tej svoji zemlji, nikakor pa nima pravice uživati na cesti, ki je last občine.
tega, če je nekoč bilo dovoljeno, mislim, da naprej tudi ne bo. In tudi za rekonstrukcijo Titove ceste se bojo tam naredili pločniki, takšni kot bojo, kot morajo biti, da bojo naši otroci varno hodili po pločniku. Kar se bo zgodilo, gospod Vilko, če vas že imenujem, ker sem mi zadnjič reklo, da je pločnik nevaren, če se avto zaleti v pločnik, potem avto skoči. Kaj se pa zgodi, če avto isto preleti pa pločnika, ni pa je otrok tam? Ne tam, kaj če otrok preleti na cesto, je isto še pozikal. Ja, dobro, zdaj izjeme so takšne tudi, ampak pločnike delamo, pločniki so in pločnike bomo tudi delali. Jaz kot župan sem tisti, ki sem odgovoren. Če bo kdorkoli delal drugače, bo pač to naredil, mojega podpisa kot župana ne bo. Sigurno ne. To je odgovor. Še naslednje vprašanje, prosim. Prosim, izvolite. Gospod Molec, izvolite. Hvala. Imam eno zadevo, na Kapeli je ena hiša tam nasproti Dunaj, gostišča Dunaj. Mislim, da je sicer last kupljena, če se ne motim, ne. Tam je ta hiša v razpadu. To bo nekdo našpukal dobesedno. Tu imam sliko, ki imam lahko malo... Tu vse leti dol, to brez na vetri greje, to je na cesti, na pločniku, povsod. Zdaj ne vem, kdo bo odgovarjal, zato ko bo prišlo do problema, glavno je to fejst narobe. Zdaj lastnico tega objekta sem se pogovarjal, tudi zahteval, da se sanirajo zadeve v tem vse skupaj in mi je to obljubljeno, da bo naredilo. Zdaj se je celo odločila, da bo to zadevo tudi prodala. Meni je žal, ta hiša je bila kupljena v stečajnem postopku oziroma na prodaji za 16.000 evrov, da takrat občina ni predkupno pravico izkoristila. Drugo, problem tega objekta je tudi to, da je pod spomeniškem varstvom, tako da je okrog tega objekta veliko pozabje. Gospa, ki je lastnica, je tudi na pomembni državni funkciji in upam, da se zaveda našega poziva, da to zadevo sanira. Kaj več pa v tem trenutku kot župan ne morem narediti. Lahko edino to, kar smo ponudili vsem občanom, pa smo bili zelo uspešni v vseh teh proračunov, pa tudi sedaj imamo tega, da nudimo občanom 2000 evrov, da podrejo te stare hiše. Vi veste, da smo veliko teh hiš na ta način podrli, da so ljudje 2000 evrov je ravno dovolj, da se lahko ti odpadki od hiše potem dajo na podjetja, ki sprejemajo te komunalne odpadke. Tako da smo veliko teh starih hiš, predvsem zaradi teh vetrov. In tukaj, gospod Mulec, imate prav, moram povedati, da poznam situacijo, da sem že ukrepal in da po tem vašem vprašanju bom še enkrat ukrepal. Hvala. Še eno lahko vprašanje. Mislim, da na drugi seji smo govorili, oziroma sem vas opozoril za tisto cesto v Račkem vrhu, tam mimo hiše Draganič, ki se voda izteka, če gledamo dol iz desne na levo stran, ne. Zime pred vrati, tam bo se še glih nič ni naredila, ne, bo zopet prišla zima, zopet bo teklo čez zopet do poledica. Dragani, dajte me malo locirati, to, ko imamo gor petek, pa gre v desno. Tu dol, ko greš dolja proti gostišču. Na levo, dol proti gostišču, ja. Tako. Tam oni so na desni strani zdaj doma, če gremo dol, ne, in voda iz desne strani na levo teče, ne. Tam smo te rekli, da bi se nekaj tam uredilo, ampak še vedno ni nič, zima pa je tu, ne. Bom dal to v program. Semjan! Se upravičujem, kako, ampak nimam prostora, pa jih. Kje ste? No. Bomo dali v program še ta teden, bo koncesionar, se pravi podjetje Pogled za našim šlo, bo tam pogledalo, pa videli, kaj se da narediti, bomo to dali iz sredstev vzdrževanja cest. Lepo vas prosim, Rački vrh, veste mogoče številko, da ne bi priimke govorili? Ne, mislim, da je 10, če se ne motim. Da gremo pogledati, zdaj, ko gremo na ogled ceste, da se tam zadeva reši. Samo to, Rački 10 napišite, Draganič. Hvala. Hvala. Izvolite, gospod. Ja, še eno zdaj za vami, gospa. V bistvu, ko se vrnem na Mladinsko, vse, kar ste predpovedali, je v bistvu ena velika laž.
niste govorili z lastniki zemljišč, niste upoštevali naših želja, ker varianta... Niste vi na tej cesti doma? Se me pa tiče, neposredno se me tiče. Gospod Evgen ni glaven tu, ker mi nimamo vodstva in tako dalje. Vse, kar ste do zdaj povedali v Mladinski, je ena velika laž. V redu, hvala lepa. Hvala za vprašanje, izvolite. Boste prišli sem, gospod Lesjak, lepo, prosim, spoštujte. Občane Mladinske, Trstenjakove, Maistrove ulice predvsem zanima, pa Vrazove ulice predvsem zanimata dve besedi. Ali gre za nujna vzdrževalna dela ali gre za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije. In prosim, da na kratko samo odgovorite, zakaj gre. Gospod svetnik, v čas vaše funkcije, ki jo upravljate, bi pričakoval kot župan, da to že sedaj veste in da me tega ne sprašujete. Zato prosim, povejte javno. Zato prosim, da se prosim, da povete javno. Tudi danes sem že to povedal. No, te pa povejte, kaj je. Ne bom še enkrat povedal. Rekonstrukcija, ste rekli, ne? No, ste rekli rekonstrukcija. Danes sem že to povedal, ja, rekonstrukcija vodovoda in kanalizacija. V redu. No, v redu. Te bi pa vas prosil, če mi lahko pojasnite, kaj vse rabite za rekonstrukcijo. Vse razen gradbenega dovoljenja, izvolite dalje. No, te bom pa jaz vse povedal, kaj vse rabite, ne? Ker izgleda, da vi ne veste. Ne? Rabite projektno dokumentacijo, prometne rešitve, arhitekturni in gradbeni načrt. Prometne rešitve pomeni, da se načrt za ureditev prometa in med in po rekonstrukciji določitev podzemnih inštalacij, vodovod, plin, kanalizacija, elektroinštalacije, predhodne izmere parcel na terenu. Gradbeno dovoljenje, bistvo soglasje lastnikov zemljišč, soglasje komunalnih podjetij, pa najbolj pomembno, predstavitev finančne konstrukcije izvedbe projekta svetnikom in dotičnim občanom. Tak bi dejal, ne? Gospod Lesjak, da vam zdaj odgovorim, to, kar govorite, občina bolj kot ne vse ima. Vse, kar je v skladu z zakonom, dela. Imamo urejen gradbeni nadzor, zunanje službe. Imamo vse, kar se to vse skupaj, gradbenega dovoljenja za te posege ne rabimo. Če nimate toliko tega znanja, se s tem ne ukvarjajte. Mi je prav žal. Če mislite, da občina Radenci na Mladinski cesti dela nekaj, za kar nima izrecnega dovoljenja, prosim, o tem obvestite inšpekcijske službe Republike Slovenije in pristojno ministrstvo. Ni nobenih težav. Tako kot ste že na spomeniškem vrstvu eksplicitno lagali, da nobenega denarja mi za park nimamo, da lažem, ste rekli tam, da zavajam spomeniško vrstvo in tako dalje in tako dalje. Gospod Lesjak, zato vas lepo prosim, povedal sem vam, imamo rekonstrukcijo in vsa pridobljena, vsa gradivo, vso dokumentacijo, vključno z prijavo gradbišča na upravni enoti Gornjega Radgona, imamo izvedeno, narejeno in se izvaja v skladu z predpisi, ki trenutno veljajo. Če vi imate kakšne druge predpise v vaši politični stranki, ker naj ta prvo to uredite z zakonodajno službo v parlamentu Slovenije, ko bo to urejeno, potem bomo se pa tega držali. Hvala lepa na to vprašanje, se odgovori, imate kakšno drugo vprašanje? Še imamo vprašanje, ne tako hiteti, ne. Žalostno je, ne, da občani šele kome danes vejo, da gre za rekonstrukcijo. Pol še njih zanima, ne, zakaj se bo samo rekonstrukcija izvala na Mladinski, Trstenjakovi ulici, ne pa Maistrovi in Vrazovi ulici. Kot sem že prej povedal, v proračunu 25-26 leta gre obdelava vseh cest in moramo vse rešiti. Čisto odvisni, koliko bomo imeli sredstvo, danes lahko odgovorim, da bomo poskušali še letos tudi Trstenjakovo rešiti, nagač bomo se potem to naslednjo leto v okviru vzdrževanja vseh teh zadev. Je pa težko, ker sredstev nimamo. Z obstoječo vlado nam sredstva polovico manj dobivamo, kot smo prej, za kar je pa odgovorna vaša stranka, ki mi danes to sprašujete.
No, gospod župan, jaz mislim, da vas kar spomin počasi upušča. Ne? Glede na letno, polletno poročilo ste na veliko razpravljali oziroma se hvalili, da imate na računu 1 365 000 evrov. Ja, gospod Lesjak, ampak 380 tisoč moram plačati za projekte, ki jih izvajamo. Sedaj pa občanom navajate, da nimate sredstev za rekonstrukcijo Ja, zato, ker delamo v skladu kanalizacijskega in pa vodovodnega omrežja. Gospod Lesjak, meni je zelo žal, da nimate osnovnega znanja. No. Proračun je zaprta zadeva, ki se izvaja strogo po predpisih. Torej, mi imamo sredstva na računu, v tem trenutku pa izvajamo tudi projekte, ki so vredni milijoni in s tem denarjem bomo tudi to plačali, se pravi, nimamo dodatnih sredstev. Veste, mi pač ne moremo delati ta sredstva, moramo nekje pridobiti in ko jih pridobimo, zato da jih pa ne dobimo, je pa odgovorna vaša stranka, vaša, ki ste te ljudje v zablodo pred 2 letoma spravili, da so glasovali za vas, zdaj jim pa samo davke pobirate. No, jaz bi rekel, da pač glede na to, na osebni očitek, pa tudi na stranko, v katerim sem jaz član, bi samo dejal, da je ministrstvo odobrilo že davno energetsko sanacijo Kapelske šole v vrednosti 1,5 milijona, kjer bi morala občina zagotoviti 1 milijon evrov in še jih do danes ni, tako da ta projekt ostaja mrtva točka na papirju. Gospod Lesjak, tisto sanacijo ni za Gibanje Svoboda, ampak prejšnja Janševa stranka, ampak je prejšnji izveden. Slabo malo, da vam odgovorim. Ampak je občinski svet ugotovil, da pač mi tega 1 milijona evra, koliko bi mogli dodati, nimamo. Sicer pa, gospodje, če moramo za eno fasado dati 420 evrov po kvadratu, potem jo pač ne bomo delali. No, jaz bi samo prosil... Ampak to ni delalo Gibanje Svoboda, ampak... Kje je ta sklep, da se bo odstopilo te sanacije? Če smo se že prijavili na razpis, pa pridobili oziroma pripravili projektno dokumentacijo, porabili denar, pa ga boste dobili. In tako pol lahko miselno se pol odstopi. Vse je vseeno za otroke, če bodo pol tam spremljali oziroma spremljali pouk v nehumanih oziroma neustreznih razmerah. Je to, pol pa bi še, če si preberete 34. člen poslovnika, in sicer bom kak prišel šljad, da ne bomo. In to na glas, da ga preberete. 34. člen poslovnika bomo točno povedali točno. Razpravljalec sme govoriti o vprašanju, ki je na dnevnem redu in o kateri teče razprava in kateri je predsedujoči pozval. Druga pa ne morate govoriti. To je ta člen. No, to je ta člen. Hvala lepa, je še kako vprašanje dalje? Hvala lepa. Stedli ste, da prosto niste več tukaj, dobili ste že pred drugim opominom. Hvala lepa. Ne, gospod, končali ste razpravo, da morate več. Gremo naprej. Sedite se, prosim. Sedite se, prosim. Prosim lepo, zaradi situacije, ki je nastala, se seja prekine in konča. Hvala lepa. Srečno.